Ko pomislimo na Luno, jo običajno dojemamo kot tiho, mrzlo in brezživljenjsko skalo, ki visi v temi. Tako kot naša Luna mislimo, da je tiha, brez vetra, brez vremenskih pojavov in brez zvoka. Toda v vesolju obstaja Luna, ki je njeno nasprotje, svet ognja in besa. To je Io, najbolj vulkansko dejavna Luna v celotnem Osončju. Da pridemo sem, moramo prepotovati skoraj 500 milijonov milj iz Zemlje. Ko se približuješ Jupitrovemu sistemu, začutiš moč njegove prisotnosti. To ni le planet, je kot pošastni velikan z gravitacijo, ki drži svoje lune ujete v orbiti. Med najbližjimi glavnimi lunami izstopa Io. Oddaleč si ne bi mislil, da je to Luna. Njegova površina je kot ranjeno oko, pobarvana z rumenim žveplom, smrtonosno črno in krvavo rdečo, ki kot da grozi. Ne boš našel nobenega kraterja. Ne zato, ker ga ne bi udarili asteroidi, ampak zato, ker se vsak del površja nenehno tali. Zato, kot da izginjajo oblika in sledi preteklosti na njegovi površini. Če bi stal na površju Ija, bi najprej opazil ne le vročino, ampak tudi srhljivo pokrajino. Na tabu visi Jupiter, pošast in izjemno velik, ki zavzema skoraj polovico vidnega neba. Videti je mogoče veliko rdečo pego, ki se vrtinči in tiho razsaja. Njena velikost je skoraj nepredstavljiva. Opomin na neskončno moč v vesolju, a ni časa za občudovanje. Okolje je takoj smrtonosno. Io je izpostavljen močnemu sevanju z Jupitera. Navadna vesoljska obleka ni dovolj. Človek bi lahko umrl v le nekaj sekundah. Pod tvojimi nogami se Zemlja trese in oddaja toploto. Vsak kotiček sveta je živ, vulkan za vulkanom. Ogenj in magma sta še bolj aktivna kot v zgodnjem obdobju Zemlje. Zakaj se to dogaja? Skrivnost je v gravitaciji. Medtem ko se Io vrti okoli Jupitra, ga nenehno vlečeta in udarjata veliki luni Europa in Ganimed. Predstavljajte si debel kos železa, ki ga nenehno zvijajo in upogibajo. Od tam prihaja toplota, ki zavre kamenje v notranjosti Ioja. Vsak obrat je energija in ta energija pride na površje, povzroča neskončno vulkansko dejavnost. To je razlog, zakaj Io ni le preprost satelit. Je ognjeni stroj v vesolju. Svet, kjer Zemlja diha, vre in se nenehno spreminja. Njegova moč je opomnik na silo gravitacije in nenehno gibanja planetov ter lun v Osončju. Kako lahko majhna Luna, daleč na zaledenelem robu Osončja, pod svojo površino gori? Odgovor je dovolj preprost. V procesu neskončnega kozmičnega trpljenja je Io ujet v neusmiljeno in smrtonosno igro gravitacije. Na eni strani ga vleče izjemno močna gravitacija Jupitra. Na drugi strani ga nenehno vlečeta nazaj drugi večji luni, Europa in Ganimed. Vsakič, ko se njihove orbite srečajo, je kot da bi zvijali in upogibali debelo železo. In to se dogaja nenehno. Trenje znotraj kamnine povzroča toploto. In na Ioju se to dogaja v planetarnem merilu. Trdna skala Lune je stišnjena, dušena in upognjena zaradi gravitacije velikih svetov. Plinne sile so tako močne, da se površje pod tvojimi nogami dobesedno dviguje in spušča za več kot 90 metrov. Vsak dan. Cela Luna se zdi, kot da diha, bruha energijo ob vsakem obratu. Neprestano trenje v njeni notranjosti mehča Luno od znotraj. Ustvarja strašljivo morje magme pod svojo skorjo. In seveda, pritisk mora nekako ven. Zato je površje na Io preplavljeno z več kot 400 aktivnimi vulkani. Predstavljajte si Loki Patero, vulkansko depresijo, ki je večja od zvezne države Maryland. Aktivno jezero staljene kamnine, prekrito s tanko skorjo ohlajajoče se kamnine. Občas se skorja oteži in potone, sproščajoč ogromne valove nove lave, ki preplavijo celotno jezero, osupljiv prizor uničenja. Zaradi skoraj popolne odsotnosti atmosfere in zelo nizke gravitacije postanejo vulkanski izbruhi apokaliptični. Vulkani, kot je Pele, dvigujejo oblake žvepla in izjemno vročih plinov, ki segajo naravnost v vakuum vesolja več kot 300 milj visoko. Na vrhu teh orjaških oblakov se dogaja najmočnejša kozmična sila. Prizor, ki presega vse, kar si lahko Zemlja zamisli. Zaradi izjemnega mraza v vesolju se žveplov dim iz izbruhov takoj spremeni v trdne kristale. Vrača se na površje kot strupen pisan sneg in pobarva celotno pokrajino na Io v rdeče in rumene odtenke. Kot da bi iz neba padal žveplov led, medtem ko nad vsem prevladuje orjaški planet. Toda tukaj se trpljenje na Io ne konča. Luna se zdi, kot da krvavi v vesolje.
Medtem ko se dvigajo ogromni vulkanski oblaki, močno magnetno polje Jupitra prečka Io kot kozmična kosa. Vsako sekundo iztrga več kot tono žvepla in kisika z Lune. Ta material je odnesen in pospešen. Ustvari svetleč in smrtonosen obroč sevanja okoli Jupitra, znan kot plazemski torus. Na nek način Io počasi hrani svojega orjaškega gospodarja. Se bežge, da ukrepi močne magnetne nevihte Jupitra. Io je ena, temen in krut opomnik. Vesolje ni tiho, ni prizanesljivo in je polno sil, ki jih ne moremo popolnoma razumeti. To ni preprost kraj, kjer bi lahko prebivala tišina ali mir. To je arena brezbrižnih sil. Svet, ujet v neskončnem krogu uničenja in ponovnega rojstva. V vsakem kotičku Ioja so prisotni učinki gravitacije, ki delujejo kot orožje. Bojuje se proti vsakemu kamnu in prsti ter sili svet, da se skloni, podredi in znova vstane z isto jezo in silo. Sama Zemlja je sovražnik. Vsak obrat in gibanje skorje je opomnik na neštete sile, ki so ujete v njeni notranjosti. Pogosto gledamo zvezde in iščemo svetove, na katerih bi lahko živeli. Hrepenimo po oceanih vode, znakih življenja in vsaj malo varnosti sredi vesolja. Toda na vsakem svetu, ki ga opazujemo, so stotine tisočev senc skritih v temi. Na Aju se vesolje kaže v svoji najbolj nevarni in najbolj osnovni obliki. Kraj brez usmiljenja, zapleten in hkrati osupljiv. Io odraža neprimerljivo moč, svet brez žalosti ali umika, kjer vsak vulkan, vsak tok lave in vsak izbruh magme prikazuje neposreden vpliv neustavljive energije. Na koncu Io ni le Luna, je simbol neprimerljive sile vesolja. Svet, kjer se srečata ogenj in led, življenje in smrt v neskončnem krogu ustvarjanja in uničenja. Medtem ko kroži okoli Jupitra, nam kaže, da vesolje ni tiho, ni krotko in ni vedno lepo. Vsak njegov obrat je opomnik, da za planeti in zvezdami, ki se zdijo tihi, obstaja bes, energija in moč, ki lahko v trenutku spremenijo cel svet. Ob vsakem izbruhu vulkana, ob vsaki krožeči magmi in ob vsakem žveplovem snegu, ki pada na površje Io, nas to spominja, da je vesolje arena osupljivih, zastrašujočih in neusmiljenih sil. Za tiste, ki iščejo mir med zvezdami, je ta Luna opomnik. Za vsako svetlobo se skriva tema. Za vsak planet, ki bi lahko bil naseljiv, se v vesolju skriva na stotine nočnih mor. Ob zadnjem pogledu na Io boš začutil bes vesolja, vročino in moč vsakega vulkana ter močno gravitacijsko silo, ki kot da drži vsak kamen na površju. Vsako vrtenje, vsak izbruh in vsak močan val lave prikazuje neprimerljivo energijo. In v tistem trenutku boš razumel, da je vesolje večje, bolj neusmiljeno in bolj osupljivo, kot si lahko sploh predstavljamo. Kraj, poln skrivnosti, nevarnosti in neprimerljive lepote.